Kako do finančne neodvisnosti? Sam s plačo pa z hrčkanjem denarja na banki to pač ne bo šlo. Zlato je, na primer, pa srebro, imata tudi kar lepo zgodbo, vsaj zdajle v zadnjem obdobju, kako pa na te naložbe gledaš? Inflacija je ta zlobna pošast, ki nažira kupno moč, a ne? A si ti vedno imela na strani določen del portfelja v kešu? Če želiš staviti na zlato, na ceno zlata, je to tudi lahko dobra alternativa. Velik del v nek globalni ETF ali nekaj takega, potem pa še na vse ostale področja. Kaj ti vidiš, recimo, ko vidiš človeka v Lamborghiniju? Moraš zaslužiti več, kot potrošiš. Ko so bile neke priložnosti, sem skočila, sem jih zagrabila za roge. Pozdravljeni v novi sezoni podcasta Bika za roge. Tokrat je moja gostja Marija Milič in z njo se bova pogovarjala o finančni neodvisnosti. Pozdravljena, Marija. Zdravo. Živa. Hvala za vabilo. Ja, ni za kaj. Marija, s tabo sem se želel pogovoriti, zaradi tega, ker smo imeli v prejšnji sezoni vprašanje, kako do finančne neodvisnosti. In zdaj v poletnih mesecih si ti na svojem podcastu Money How si naznanila, da si postala finančno neodvisna. Yep. Ne? In me je zanimalo, kaj zate pomeni finančna neodvisnost? Ja, finančna neodvisnost za mene pomeni to, da lahko delam, kar želim početi v življenju. A ne, se pravi, vsak ima neke svoje veselje. Money How je bil za mene hobi na nek način, ker sem imela pač redno službo, hodila sem v službo od 9 recimo pa tam do 5, 6, 7 zvečer se je delal, plus večerne ure in dejansko mi je malo zmanjkalo časa za Money How, ampak res sem se dobro počutila, ko sem ustvarjala epizode, ko sem se pogovarjala z ljudmi, ki imajo dosti podobne interese kot jaz, ne? In dejansko sem potem prišla do zaključka, da meni ni treba tega, da hodim v službo, da lahko v bistvu ustvarjam Money How, podcast, ki me v bistvu nekako notranje izpopolnjuje. Jaz se z osebnim financam, z raziskovanjem osebnih financ ukvarjam pravzaprav že 20 let. Ne? In najprej to potekalo v sklopu časnika Finance, in tam sem res se zaljubila v to tematiko. Najprej sem začela z raziskovanjem zavarovalništva. Res je ful zanimivo področje in potem sem odpadla tudi v investiranje. In te tematike me praktično spremljajo celotno to obdobje in v tem res uživam. Tako da zdaj sem prišla do tega, da sem pač rekla, dajmo, probajmo. In žal bi mi bilo, če ne bi poskusila, če ne bi v bistvu usmerila svoj fokus 100% na Money How. Pač vprašaš se, ne vem, ko boš 80 let, kaj obžaluješ v življenju, in zagotovo bi rekel, je to, da si nisem dala priložnost, da nisem dala Money How priložnost. Ker recimo zdaj, ko razmišljam, ko se vprašam, kaj obžalujem v svojem življenju. Jaz sem res imela zelo pester življenje, moram priznati, ampak recimo, kaj me pa zelo žal, ne obžalujem, veliko napak sem naredila in jih ne obžalujem, žal mi pa je, recimo, to je čisto brez veze, ampak meni se to zdi, pač žal mi je, da nisem nekako realizirala to in sicer, da nisem prišla do mojstrskega naziva pri Šotokanu. To se mi zdi tako, marsikdo bo rekel, se greš lahko zdaj nazaj trenirati. Ja, treba je še enkrat vse od začetka, pa mogoče so zdaj malo interesi drugačni, mogoče me zdaj bolj zanima tajski boks, ne. Tako da, ne vem, in potem sem si rekla, ok, pri 80-ih boš pa rekla, ja, imela si ful dober podcast, pa nisi dala priložnost podcastu in pa nisi si dala priložnost, da bi bila happy, vesela, srečna vsak dan. No, jaz moram priznati, da sem poslušalec dokaj redni, no, tvojega podcasta. Super, hvala. Ja, in ogromno koristnih vsebin, no. Tudi sam se s tem ukvarjam, sem na tej poti, bom rekel, in zelo prav pridejo te vsebine, no, ki jih ponujaš. Moram priznati, da prva sezona je bila bolj v stilu Marije in tega, kar mene dejansko zanima. To je v bistvu upravljanje osebnega premoženja in družinskega. Veliko več vsebin je bilo izven investiranja. Potem sem pa v bistvu padla noter v ta svet investiranja in pač
želela sem več ustvarjati te vsebine o investiranju. Veliko mladih se zdaj v bistvu odloča poslušati podcast in se lovijo, ne najdejo se v tej vsebini. Zato sem rekla, da v šesti sezoni se pravzaprav vračam nazaj. Vračam se nazaj k osebnim financam, ker investiranje je zelo pomembno, ampak ni samo investiranje. Je cel kup drugih izzivov finančnih, ki jih je tudi treba nasloviti. In se mi zdi prav, da grem majčkeno nazaj, zato da dam malo več vsebine, malo več širine ljudem. Ker mi dejansko, to je res grozljivo, mi se o osebnih financah, o upravljanju denarja nikjer naučimo. Tudi doma v bistvu ne dobimo lekcij, ki bi jih morali, in številni starši so pravzaprav v stiski, ker ne znajo predati te vsebine svojim otrokom, ne? No, to je tudi malo namen te epizode, no, da se malo tega dotakneva. Zdaj bi jaz se malo vrnil na to prvo vprašanje. Se pravi, rekla si to, da to zate pomeni, da lahko delaš, kar hočeš, a ne? Kar si želiš. Kaj pa to pomeni, kar se tiče, ne vem, življenjskih stroškov, preživetja in podobno? Se pravi, to nekako moraš ti pokrivati svoje življenje. Moraš, ja, seveda. In to, ne vem, kako, a imaš kakšno pravilo tukaj, kar se tega tiče? Se pravi, ne vem, a pokrivaš vse svoje stroške z svojimi investicijami? Ali, ne vem, imaš pasivne dohodke, ki pokrivajo tvoje življenjske stroške? Malo o tem povem. Ko sprejmeš tako odločitev, se moraš ti seveda tudi ustrezno pripraviti. Jaz sem se pravzaprav pripravljala 20 let dobesedno za ta korak, ne? Tako da portfelj je velik in v bistvu lahko financiram svoje življenje s pomočjo tega portfelja. Je pa res, da konec koncev ustvarjam tudi nek content, money-how, in tudi na nek način generiram neke prihodke tudi iz tega naslova. Ampak pod črto kakorkoli, dejansko, jaz sem rekla, da praktično mesečne plače jaz ne potrebujem, zaradi tega, ker nimam nobenih finančnih obveznosti. Enkrat me je vprašal, da nikoli nič ne povem o svojem neto premoženju. In sem tudi naredila kratek klip na to temo, kaj sploh neto premoženje je. In en del tega so tudi dolgovi. Nimam nobenih dolgov. Nimam stanovanjskega kredita, nimam potrošniških kreditov, nimam leasinga in tako dalje. Sprav, to je velik del. So pa bili tudi te dolgovi v preteklosti. Zdaj teh dolgov ni več, ne? Okay. Tako da to je v bistvu nekako ti olajša to odločitev, če nimaš tega finančnega bremena. To pa ne pomeni, da bom jaz brez dolgov do konca življenja, ker ti lahko uporabljaš dolg, ne, tudi zato, da ustvariš nek profit, ne. Jaz sem pristaš tega, da je v življenju treba investirati, zato da profitiraš. Včasih je treba stopiti ven iz cone udobja, in iti v neznano, zato da dobiš neko novo izkušnjo, znanje, konec koncev lahko tudi ustvariš neko premoženje. Moram pa priznati iskreno, da imam enega vzornika, če lahko temu tako rečem, in sicer to je moj partner. Tudi on je pred 15 leti dal odpoved in je rekel, ne grem, pa bom probal narediti podjetje, da vidimo, kaj bo iz tega nastalo. In jaz njega gledam vsak dan, kako se bori s trgi. In mi je v bistvu zanimivo, ker to je ena taka zanimiva pot, ki ni tlakovana z neko sigurnostjo. Tako kot večina išče sigurnost, išče neko zavetje, neko varnost v sklopu neke službe, ki ti jo nekdo da. Se ti v zameno za 8 ur, ti si zamenil svojih 8 ur za neko plačilo. Jaz pa nisem pripravljena danes na tej točki mojih 8 ur prodati nekomu. Želim biti gospodar svojega časa. Čas je nekaj najbolj vrednega. Zadnjič mi je moram priznati, sem bila kar malo jezna, zadnjič mi je ena gospodična rekla, saj ti ne bo veliko časa vzel. In tako mi jemljamo čas. Saj ti ne bo veliko časa vzel.
čas je nekaj, kar ne moreš kupiti. Tudi če si multimiliarder, ne boš kupil niti ene sekunde svojega časa. Ne moreš kupiti. Tako da meni se zdi, da malo podcenjujemo svoj čas. Čas je tako dragocen in mi živimo samo eno življenje in da ga dobesedno mečemo skozi okno in da ga ne cenimo, se mi zdi tako, ne. Jaz sem prišla do točke, jaz tega ne dovolim več, jaz tega ne dam več. Se pravi, ja, tako v bistvu ti si, če prav razumem, 20 let si imela karijere, se pravi novinarka na Financah, potem urednica Mojih financ, vodja strategije in poslovnega razvoja na Capital Genetics, urednica Bloomberga, zdaj na koncu si pa... Mislim, če bi bila urednica Bloomberga, bi bilo ful dober. Adria, Bloomberga. Sem pa spoznala urednico, eno od ona je pač, to je armada na Bloombergu, to je res huge podjetje, sem spoznala, to pa kar je, bi bila zanimiva izkušnja, moram priznati. Sem bila pa odgovorna urednica digitalnega uredništva Bloomberg Adrie. Ja. Ok. Pa voditeljica podcasta in zdaj, kot slišim, rečeš temu finančno-izobraževalna platforma. Ja, zaradi tega, ker želim širino, ne želim dati več. To, kar zdaj smo delali v bistvu, fokus je bil na podcastu, enkrat na teden je šel podcast, zdaj pa želim v bistvu dati še malo več. Ok. No, meni se zdi tako, kar neka neverjetna zgodba, da nekaj, kar smo si težko predstavljali, da nekdo prehod tako pot v službi in potem je finančno neodvisen. In tle mene zanima... Mislim, zdaj tako, sam s plačo pa z hrčkanjem denarja na banki to pač ne bo šlo. Treba je biti proaktiven, treba je investirati in tudi tvegati. In tako v bistvu zgradiš, buildaš svoj portfelj. Jaz sem v bistvu zelo nagnjena k tveganju in jaz sem zelo veliko tvegala in še vedno zelo veliko tvegam s svojimi investicijami in svojim denarjem. Tudi konec koncev, to, kar sem zdaj zgradila finančno izobraževalno platformo, tudi tukaj je bilo ogromno investiranega denarja, ne samo časa, energije, znanja, tudi denarja. Ker sem naredila, če lahko na hitrico ti povem, naredila sem v bistvu 2 gadgeta, 2 finančni orodji, en je modri AI, in ta drugi je pač taksistent, ki v bistvu je davčni asistent, ki pomaga vlagateljem pri oddaji davčne napovedi. Zakaj sem to naredila? Jaz sem ugotovila, ko sem pač, imam ogromno ljudi, s katerimi se pogovarjam, imajo praktično vsi dosti podobne izzive. Kako začeti, kje dobiti kredibilne informacije, zato je nastal modri AI kot nek finančni pomočnik, ki ti da neke odgovore iz neke zaupanja vredne baze znanja. Potem ta druga stvar, davki. Davki so nočna mora. Davki so nočna mora za male vlagatelje in oddaja davčne napovedi tudi za mene osebno nočna mora. In sem želela v bistvu razviti en gadget, ki ti olajša pač oddajo davčne napovedi vsako leto, 28. februarja. Zato je to nastalo. Tako da razmišljam o tem, kako v bistvu zelo podjetniški način razmišljanja. Zaznala sem problem in iščem rešitev za ta problem. Prej tega nisem mogla narediti, zaradi tega, ker je cel kup nekih omejitev. Na Bloombergu so pač določena pravila, ker to je konec koncev vsem franšiza Bloomberg Adria. Pa so pa kadrovske ovire, finančne ovire, konstantno so neki problemi. Tukaj, ker sem pa sama svoj šef, pa ni tega. Sem pa jaz tista, ki bom rekla, jaz sem pripravljena toliko pa toliko denarja investirati za to, da nekaj naredimo in ponudimo neko rešitev. Ja, ok. Deva se vrnem zdaj na to tvojo pot. Ja. Se pravi, teh 20 let. Kako si se ti tega lotila? Kaj si delala teh 20 let, da si prišla do te točke? Jaz sem investirala. Okay, se pravi. Redno, sistematično, ko so bile neke večje korekcije, sem vstopala z denarjem, še več denarja v pač določene pozicije. Včasih se je šlo, včasih se ni šlo. V večini primerov bom rekla, se je išlo.
Potem, ko so bile neke variante, ko sem rekla, wow, to je že too much zrasel, sem se umaknila iz določene pozicije in sem potem pač ta denar, ki sem ga v bistvu ustvarila, reinvestirala v neko drugo zgodbo. Ne? Ampak tako, jaz moram priznati, pri meni je vse malo drugačna situacija, kot pa pri recimo nekomu, ki hodi v redno službo in dela neke druge stvari. Moja služba je meni narekovala, da spremljam, v bistvu sem morala spremljati trge. In na podlagi tega, ker pač sem redno spremljala, sem lahko tudi sprejemala nekatere odločitve. Mi vedno pravimo, treba je narediti domačo nalogo, preden greš v katerokoli zgodbo. Tako da jaz sem naredila domačo nalogo, preden sem šla v neko zgodbo. Marsikateri mali vlagatelj pa vstopa v zgodbe, pač nekje prebere nek članek, vidi nek naslov in ne, da bi naredil domačo nalogo, skoči v neko zgodbo. Ali pa vidi nekega influencerja, ki govori tam o nekih investicijah, brez da bi naredil domače naloge, se odloči, da bo šel v to zgodbo. Pač ne. Treba je pač narediti domačo nalogo in iti v zgodbe suvereno. Se pravi, si bila bolj aktivna investitorka kot pasivna investitorka? Jaz bi rekla, da je to pasivna strategija, ampak ko so bile neke priložnosti, sem skočila. Sem jih zagrabila za roge. Okay. Dobesedno. Dobra prispodoba. Yes. In zdaj tako, si rekla, da ko so šli trgi dol, se pravi, si skočila, ko je bila kakšna korekcija, da si skočila za dodatnim denarjem. A si ti vedno imela na strani določen del portfelja v kešu, da si to lahko izkoristila? Tudi recimo danes imam določen del portfelja v kešu, zaradi tega, ker pač je treba biti pripravljen. Ok. Pa deva se malo tega dotakniti. No? Ne vem, če lahko procentualno razkriješ glede svojega portfelja, kako danes gleda? Mislim, da sem pred kratkim objavila en kratek video, kakšna je struktura mojega portfelja. Jaz sem investirana, osnova itak predstavljajo ETF-i. To je v bistvu, kot je en sogovornik super rekel, to je testo za pico. ETF-i, potem pa dodajaš začimbe oziroma karkoli želiš dodajati na pico. Imam kar veliko izpostavljenost do delnic, ampak na neki točki mislim, da sem imela okrog 50 delnic v portfelju in potem sem pač krčila portfelj, ker je bilo too much za spremljati. Danes imam tudi kar veliko število delnic. Največjo izpostavljenost trenutno imam do Nvidie, predvsej velik delež imam pa tudi v teh znanih delnicah, kot so Microsoft, Apple, Amazon. Growth stocks. Več ali manj so growth stocks. Delež slovenskih delnic je pa relativno majhen, mogoče 1%. Nisem pristaš investiranja. Slovenska borza ni toliko, tvegana je. To je zelo nišna zgodba, zelo nizko likvidna borza in hitro se lahko zgodijo vzponi in seveda potem tudi padci. Tako da nisem pristaš teh nekih lokalnih, prevelike izpostavljenosti lokalnim zgodbam. Moram pa iskreno priznati, da sem zadnjič, ko sem delala podcast s predsednikom uprave Ljubljanske borze, Marko Bombač, midva se poznava že zelo dolgo časa in on je rekel, da je trenutno izpostavljen 20 do 25% slovenski borzi. Pred leti je pa rekel, da ne vidi razloga, da bi bil izpostavljen do slovenske borze več kot 1%. Tako da zgodbe se spreminjajo, mogoče tudi s tem, ko smo v drugi poziciji ali pa mogoče, proces odraščanja, Tudi sama kot investitorka sem v bistvu se transformirala skozi celotno obdobje, Ampak lahko pa rečem, da sem nagnjena k tveganju in tudi velik del portfelja predstavljajo tudi kriptoinvesticije. Ok. Velik del portfelja, kaj pa to pomeni v procentih? Kar. Okay. Kaj pa recimo? To je ful težko povedati, zaradi tega, ker so taka nihanja na kriptotrgu. Včasih je 30%, včasih je pa 50%. Ja. In v obe smeri. V obe smeri, ja. Kar zna biti boleče, ko gledaš, ko se dogajajo razna nihanja, predvsem na vzdolj, ko gre na vzgor, si happy, ne, ampak
Ja. No, zlato je, naprimer, pa srebro, imata tudi kar lepo zgodbo, vsaj zdaj v zadnjem obdobju. Kako pa na te naložbe gledaš? Nisem fan zlata, srebra, iz večjih razlogov. Pač zlato, srebro, pač tukaj samo čakaš, da se zgodi nek premik, ni nekega denarnega toka, ne ustvariš s tem, nimaš dividend, obresti. Načeloma pravijo pravilo palca 5 do 10% zlata, zaradi diverzifikacije, zaradi tega, da se nekako boriš zoper povišane inflacije ali pa negotovosti na trgu. Jaz nimam zlata nič, niti srebra. Vidim pa, da ljudje to zdaj kar veselo kupujejo. Bi pa rada vse opozorila, če že kupujejo fizično zlato, naj bojo pozorni na nakupno in prodajno ceno. Pri naših trgovcih je lahko kar precej visoka. Obstajajo alternative, obstajajo platforme, ker ti v bistvu kupiš fizično zlato, ki je shranjeno ne vem, v New Yorku, Hongkongu, Zürichu in drugih destinacijah. Je pa res, da ga nimaš fizično pri sebi, a ne? In se ne moreš sosedu pohvaliti, da imaš pa ti kepo srebra ali pa zlata. Papirno zlato. Je fizično, ampak je pospravljeno tam nekje v sejfu. No? Če želiš staviti na zlato, na ceno zlata, je to tudi lahko dobra alternativa in pa kupuješ in prodajaš blizu borzne cene. Ker pri naših trgovcih v bistvu ti zaračunajo še cel kup drugih stroškov zraven in potem pride kar velika razlika med nakupno in prodajno ceno. To se pogosto pozablja, ko govorimo o investicijah v zlato. Hkrati se pa pozablja to, da je treba to ustrezno skladiščiti, pospraviti, ne flikant v predal, pa to mora biti ustrezno pospravljeno v sefu. No. Če že imamo neke take investicije, zaradi tega, ker to sem že večkrat povedala, ko sem bila na Dobu pri profesionalnem vlomilcu, mi je on v bistvu razkril, kako on pride do informacije, da imamo neke vredne predmete doma in sicer vse v bistvu zgoflajo, po domače povedano, naši sorodniki, prijatelji, znanci, kolegi in to vse potuje od ust do ust in potem lahko pride tudi do kakšnega takega nepridiprava. Menda pa da zdaj po novem celo z detektorji kovin iščejo dragocene kovine v naših stanovanjih. Tako da te nepridipravi spremljajo dogajanje na borzi in skočijo takrat, ko je treba skočiti v akcijo. Tako da pri zlatu vem, da je zdaj full hype, vem, da veliko ljudi tudi napihuje to zgodbo, pejte, če kdaj zdaj. Tudi zelo neke napovedi, ko gledamo Goldman Sachs in drugi napovedujejo res nenormalno rast. Jaz bi tukaj vseeno rekla, ne prevelika izpostavljenost, da ne boste zdaj z vsem, kar imate, skočili v eno investicijo. No. To je treba ustrezno razpršiti. Kako pa upravljaš svojo pozicijo denarja? Zdaj trenutno zdaj imam neko količino denarja, zdaj ta denar imam na večjih računih razpršen. Ti bom čisto iskreno povedala, nekaj denarja je na neobankah, nekaj denarja je pač na teh klasičnih bankah in v bistvu čakam na priložnosti, ko se pojavijo. Zdaj se mi zdi, da so nekatere borze kar malo precenjene, sploh ko govorimo o ameriških trgih, slovenska itak, ne. Tako da čakam, da mogoče pride do malce korekcije, da lahko vstopam noter z denarjem, ki ga imam. Je pa res, da del denarja namenjam tudi za druge investicije. Ne investiram samo na borzo, nekaj denarja investiram tudi v start-upe, v neke take zgodbe. Pa pač seveda tudi konec koncev v Money House je šlo tudi kar nekaj denarja za razvoj vseh teh pač projektov oziroma appov, ki smo jih naredili. Ne? Ja, tle sem mislil bolj tako. Kaj uporabljaš te money market ETF-e, na primer? Ne. Nisem trenutno jaz v teh money market ETF-ih investirana ali pa v denarnih skladih na splošno. Sem pa zadnjič pisala eno zgodbo enega slovenskega podjetnika, ki je prodal svoje podjetje in je šel z denarjem v denarni sklad ene naših slovenskih družbe za upravljanje, pač iz davčnih razlogov. Zdaj, tako, če to delamo znotraj družb za upravljanje, pač je to neka ena marela, oziroma kako bi temu rekla, neka zaščita davčna, ti se lahko prestavljaš iz enega sklada v drugi sklad, če pa kupujemo ETF-e, nimamo tega davčnega ščita. Ne? Okay.
Še tole sem te hotel vprašati. No, se pravi, deva reči eno na temo pravil, ki se jih držiš. V smislu, ne vem, mi smo obravnavali do zdaj na podcastih, a ne, se pravi, moraš zaslužiti več, kot potrošiš. Preostanek investiraj. Razpršiti je treba, a ne? Velik del v nek globalni ETF ali nekaj takega, potem pa še na vse ostale področja. Ne vem, tudi recimo pravilo 4%, a ne, to se pojavlja v tem FIRE ekosistemu. To se je spremenilo, veš. Okay, no, to so pravila palca. Vse to, kar ti zdaj omenjaš, načeloma, so neka pravila, ne porabi več, kot zaslužiš, ne investiraj razliko. To je generično, to je neko splošno pravilo. Pravilo 4%, to so pravila palca, to se je pač po domače povedan, nekdo je naredil neko kalkulacijo in je naredil celo zgodbo iz tega. Konec koncev tudi FIRE movement je zgodba, nek marketing, tudi dobro se je prodajala knjiga, a ne? Ampak vsa ta pravila se pa tudi cvikajo skozi neko časovno obdobje, a ne? Se pravi, to pravilo 4% so zdaj popravili na ne vem koliko, 4 ali 5%. Ne vem, točno. Zvišali v bistvu. Zvišali so, ja. Aha, tako da pač vsak mora pri sebi narediti svojo kalkulacijo. Recimo tudi eno pravilo je 10-20% investiraj za neke dolgoročne cilje. Jaz pravim, pravilo palca je 10-20%, ampak če lahko več, pa daj več. Ne? Zakaj bi se omejeval na te odstotke? Se imaš cel kup pravilo 50-30-20, od 80-20. Teh pravil je malo morje, ampak vsak mora poiskati nek svoj recept, ne? Tisto, kar njemu odgovarja. In kakšen je tvoj recept? Ja, recimo, jaz ne trošim. Pač, če ti delaš po 12-13 ur na dan, kje boš porabil denar? In denar se ti začne nabirati in potem začneš to investirati. Ne? Jaz sem v bistvu vse tisto, kar sem ustvarila, imela sem vedno nadpovprečno plačo, ful velik denarja, velik odstotek denarja sem enostavno investirala, ker pač trošila ga nisem, brez veze se mi je zdelo, da ga imam na računu, inflacija je ta zlobna pošast, ki nažira kupno moč, in ne. Tako da jaz načeloma sicer predstavim vedno vsa ta pravila, ampak vedno pa pravim tudi, če lahko več, pa dajte več. Čim več. Okay, ampak na dolgi rok. Ne. Mene najbolj skrbi to, da vsi iščemo neke bližnjice. Vsi iščemo neke hitre rešitve. Ne samo, kar se tiče investiranja, na splošno v življenju. Hitre bližnjice do nekih ciljev, rešitev, karkoli. Ne. Včasih, če se pogovarjaš s športniki, vedno rečejo, mi vidimo zlato kolajno, mi vidimo olimpijsko medaljo, ampak a vidiš, kaj se je dogajalo v ozadju? Odpovedovanje, trpljenje, solze. Včasih pač pride tudi to v svetu investiranja. Pač včasih moraš stisniti, moraš pretrpeti, moraš pregurati tisto zimo ali pa nek crash. Enostavno ga je treba. Ampak ljudje se takrat ustrašijo in se takrat leta 2008 recimo so se precej ustrašili in so rekli, borza je na tek. In so tudi svoje otroke vzgajali v tem duhu, da je borza na tek. In zdaj te male, ki zdaj prihajajo na trg, ugotavljajo, da pa mogoče borza ni na tek. In takrat, kaj so naredili naši starši? Takrat bi se mogli pogledati v ogledalo in se priznati, da so naredili napako. Bili so investirani v eno zelo špekulativno regijo, to je bil Balkan. Če bi nekako upoštevali to pravilo splošno, investiraj globalno, verjetno ne bi bila taka bolečina, kot je pa bila leta 2008, 2009, ko se je skreširali. No, na vzgojo se še vrneva. Hotel sem samo to povedati, ko govoriva o tem pravilu 4%, samo to, da za poslušalce poveva. To je v bistvu, da ti lahko portfelj vsako leto za 4% znižaš, pa bo zaradi rasti vsaj na enakem nivoju v 96% ali nekaj takega. Počrpaš denar za to, da lahko s tistim denarjem dobesedno si financiraš življenje. Tako, ja. Okay. Jaz drugače tako, lahko sem še glede, kar se tega tiče.
naši pokojninski skladi ali pa ta zavarovanja, oni v bistvu zasleduje življenjski cikl. In potem, ko ti prideš v starost 55-60 let, oni v bistvu celotne investicije predstavljajo v zajamčen sklad. Jaz sem ful proti temu. Jaz menim, da ti tudi, ko si star 70 ali pa 80 let, si lahko izpostavljen tveganim naložbam. Konec koncev bo to nekdo podedval, a ne? Nekdo bo pač dobil to premoženje, se ga ne bomo s sabo v grob nesli. Ti lahko v bistvu še vedno tvegaš, poskrbiš seveda, da imaš dovolj denarja, zato da financiraš svoj standard, svoje življenje, ampak z delom premoženja se mi pa zdi, da še zmeraj lahko tvegaš. In se ne strinjam s politiko pokojninskih skladov, ki umaknejo pri 60 letih vse v zajamčen sklad. Ti bi samo v bistvu procent, samo delež bi malo spremenila, recimo, bi spremenila, zmanjšala delnice, pa malo več obveznic, naprimer. Ja, ok. Zdaj še to, no? A veš zakaj? Zaradi tega, ker mi živimo, potem, ko smo v penziji, še 20 let, najmanj 20 let. To je dolga doba. Da lahko damo še več, ne? Lahko, da bomo še več. Zdaj se dela tudi na tem, da bomo še dalj časa živeli, ne? Čeprav, 115 je kar tako malo huda. Ne? Začneš se že kvariti na vseh možnih področjih, ne? Ja, ne vem, te znanstveniki na področju longevity pravijo, da je starost, da je bolezen, ne? In da se jo bo dal prej slej vzdraviti, ne? V smislu, da bomo živeli kolikor časa. Ja, me prav zanima. Dokler te kaj ne povoz. Kako bo to izgledalo v praksi, me prav zanima. Deva še tole pogledati. No. Se pravi, ena od stvari, ki sem jih slišal tudi od podjetnikov, pa to, je, da ko ti več zaslužiš, ko se ti poveča premoženje, da se ti tudi potrebe povečajo. Tudi, recimo, Harari je o tem pisal. Prav temu v knjigi Sapiens, prav temu luxury trap, se pravi luksuzna zanka ali pasta. In prav, da bolj, ko se ti viša standard, tudi ti stroške povečuješ. Kako ti veš, da si finančno neodvisna, ko pa, se lahko zgodi padec borz, za 50% ali lahko tudi več ali karkoli. Kako imaš to zračunano? Ja, v bistvu dejansko to, če se zgodi 50-60% korekcija na borzi, bo okej. Okay, se pravi. Bo okej. Pri meni, to je v mojem primeru. Je pa Warren Buffett zelo lepo povedal, če nisi pripravljen na takšen scenarij 50% korekcije, mogoče borza ni pravi naslov za tebe. Jaz se tega res absolutno zavedam. Tudi doživela sem korekcijo leta 2008, bolečina. Mislim, ni bilo to hudo, ker takrat v bistvu si nekako začenjal, si bil na začetku, no? Ni bilo neke drame, bom tako rekla. Leta, ko je bil pa koronavirus, takrat smo imeli pa 35% korekcijo, že takrat sem videla, bo čisto okej. In a se lahko mogoče vrneva na to, da povečuješ neke stroške in ne vem kaj, ne? Okay. To me je zelo zanimivo, ker kaj ti vidiš, recimo, ko vidiš človeka v Lamborghiniju? Ja, človek nekaj sporoča, ne? Rad bi nekaj povedal, lejte me, ali tako, v tem smislu. In ti kažeš ljudem, širnemu vesolju, glejte me, jaz imam Lambota. Ljudje, ki to vidijo, se ustavijo za sekundo in potem grejo živeti svoje življenje. Ti hočeš impresionirati nekoga, ki mu ni mar za tebe. Zakaj? Ti živiš svoje življenje in najbolj pomemben je, kako se ti počutiš. Meni vseeno, razumeš, kaj si nekdo misli o tem, ne vem, ker dejansko vem, da se ne ukvarja z mano, ampak se ukvarja sam s sabo. Tudi recimo, ko sem rekla finančno osvobojena, ne, jaz sem opazila pri ljudeh, ki so me kontaktirali, da so se bolj ukvarjali sami s sabo. Ampak, ko sem rekla, sem dala odpoved, so se ljudje bolj ukvarjali sami s sabo, kakor pa z mano.
A ne vedno v bistvu se vprašajo, a bi jaz to zmogel, kako bi jaz kaj do tega lahko prišel. Ne ukvarjajo se s tabo, ampak bolj sami s sabo. Lambo, pa to lifestyle, ja, sej pač nekateri se odločijo, da bodo potem trošili denar za neke take stvari, če jim to seveda pomeni nekaj, ne trošijo. Ampak jaz se vedno, jaz nisem človek, ki bi bil materialist, ne. To, ni mi to, no. Izziv mi je, recimo nekaj zgraditi. To mi je bil vedno izziv. Recimo tudi, ko sem bila na financah, mi je bil izziv, so bili vedno izzivi novi projekti. To je tisto, kar je mene drival. Ne denar in plača, in to so točno dobro vedeli vsi. Ampak, ko sem dobila neki izziv, je bilo wow, to pa zna biti zanimivo. In s temi izzivi, ki jih dobivaš skozi življenje, priložnost, da jih izpelješ, ne, si v bistvu res gradiš svoj kapital. In kapital je nekaj, znanje je nekaj, kar ti nihče ne more vzeti. To gre s tabo, kamorkoli. No, tlele mi je všeč to, kar si povedala, kako so se drugi odzvali. Ne. Se mi zdi, da v Sloveniji, da je to tabu tema, ne, se pravi, denar pa te stvari. Jaz sem govoril z finančni svetovalec, ki je rekel, da v bistvu on sploh ni poznal pojma finančna neodvisnost, ne, pa se s financami ukvarja. Ne, tako, v smislu, da je to nekaj, kar se pri nas, o tem se ne govori. Mi se pričakuje, da delaš. Ne. A lahko nekaj povem, jaz ogromno ljudi poznam, ki so finančno neodvisni. Ogromno. To so ljudje, podjetniki, ki so uspeli prodati podjetje za več milijonov evrov. To so podjetniki, ki imajo uspešne zgodbe, niso jih še prodali. Ne bi rabili niti 1 ure v svojem dnevu delati. Ampak vsi delajo. Ker ni poanta v denarju. Poanta je v izzivih. Poanta je v tem, da rešuješ probleme. Saj vem, kako se to sliši, ne vem, mogoče nekomu zunaj, ampak dejansko so to ljudje, ki uživajo v tem, kar počnejo. In če enkrat najdeš to, kar te veseli, vse to vem, to je floskula, je res, kot da ne bi nikoli v lifeu hodil v službo. Tako da ta lifestyle pa financiranje nekih dragih predmetov zato, da pokažemo nekomu nekaj, to je neka folklora v Sloveniji, kupovati ful drage avtomobile zato, da bomo imeli boljšega od soseda, imeti, ne vem, električno kosilnico zato, da sosed vidi, pa da nam bo fovš, who cares, honestly. Jaz tako razmišljam, čisto vseeno, kaj si sosed misli, ker je bolj obremenjen sam s sabo, kot pa s tabo, a ne? No, ampak mogoče pa tudi lahko to nek način motivacije, da nekaj več naredi, ne? Ampak ne vem, če je rešitev v materialnih dobrinah, iskreno. Ja, tle izluščva lahko ven pomembno pravilo, ne? Se pravi, manj trošte. Boste prej prišli do finančne odvisnosti. Jaz se vedno hecam, jaz sem z Gorenjske, in posledično to večina razume, kot da si nekaj šparan pa boharan, ne? Jaz sem zelo preudarna s svojim denarjem in točno vem, kje je in kaj počne. In tudi ne trošim. In dostikrat rečem, jaz grem v trgovino, pa hočem nekaj kupiti, se včasih zalotam, da grem kar nazaj vrniti stvar, ker gotovim na poti do blagajne, jaz pa tega ne rabim. Ne. In danes se mi zdi ful problematično, sploh mladi ljudje, ki propagirajo hitro potrošništvo. Razni holi. Temu, Shein, About You, Zalando, Haul, gor dol in samo pušajo in propagirajo potrošništvo. Ti ne rabiš še 20. črno obleko v svoji omari. Pika. Ne rabiš praholovce. No, ko govorimo o tem, tudi Warren Buffett je zelo lepo povedal, on gleda vedno prihodno vrednost denarja. On je rekel, danes ne bom zapravil 5 evrov, zaradi tega, ker bo to čez 40 let lahko vrednih 440 ali 500 jurjev. Ne? In ko ti začneš, ko enkrat narediš ta shift v glavi in začneš razmišljati o prihodnji vrednosti denarja, kaj ti lahko s tem denarjem danes narediš, zato da bo jutri vreden več, ne boš trošil kar tako malo počez, sam zaradi tega, ker nimaš nič v življenju za početi in greš malo v shopping mall.
Jaz mislim, da je pomembno, da spremljamo stroške. Spomnim se enega mladega fanta Erasma, 17 let je bil star, ko smo mu dali nalogo spremljati stroške. In ko on spremljal stroške, študent, oziroma dijak je bil takrat, ko on spremljal stroške, je ugotovil, da preveč denarja zaprav za brezvezne stvari in je omejil to porabo in je uspel privarčevati, mislim, da 200 evrov v 2 mesecih. Problem pri nas pa je ta, da mi nimamo evidence, marsikdo nima evidence svojih stroškov in ne ve, koliko denarja porab, niti za hrano, kaj šele za vse ostalo. Čeprav danes je zelo enostavno spremljati te stroške. Tako da enkrat se je treba vzeti čas, pa narediti analizo porabe. Še nikoli ni bilo lažje, ne? Pri vseh teh appih. Imaš vse možne appe, tudi znotraj banke imaš možnost, da ti razdeli tvojo porabo v različne kategorije. Tako da relativno hitro lahko ugotoviš, kje trošiš, pa kako trošiš. Točno, omenila si banke. Ne? To sem hotel govoriti s tabo. Se pravi, ko ljudje investirajo, so zelo pomembni stroški. Se pravi, koliko je tista upravljalska provizija vstopna, izstopna in tako naprej. In se mi zdi, da vse opcije, ki jih imamo tukaj, recimo v Sloveniji, so več ali manj to skladi, ki slovijo po tem, da so dražji kot ETF-i. Medtem ko ETF-e pa bolj kupujemo prek raznih platform, kot so Interactive Brokers. Tle me zanima, so cenejši, ampak krožijo tudi zgodbe o teh platformah, da ko pride do nekega neljubega dogodka, naprimer umre ta varčevalec ali kaj takega, da imajo dediči potem težavo pridati do tega premoženja. Da je postopek ful bolj kompliciran, kot pa če imaš to naprimer na eni od slovenskih bank. A se ti kaj srečuješ s tem? Mislim, Interactive Brokers ti v bistvu znotraj te aplikacije te vsakič opomne, da moraš poskrbeti oziroma navesti informacijo, kdo je tisti, ki ne da je pooblaščen, ampak na nek način, da bi lahko dostopal do tega tvojega akaunta. Tako da to je poskrbljeno znotraj Interactive Brokers. Kar se pa tiče drugih brokerjev, stvar je zelo preprosta. Enostavno treba je imeti napisano neko poroko, v primeru, da se karkoli zgodi, navesti je treba, kje vse premoženje je in kako dostopa do tega premoženja in seveda tudi ustrezno predložiti dokumentacijo tudi tujemu brokerju. Mogoče je malo bolj komplicirana pot, potrebno je znati angleški jezik, ampak da se. Tudi na Interactive Brokers sem preverjala to informacijo in sicer zanimalo me je, kako v bistvu lahko prenesemo delnice na svojega otroka, brez da bi nastal davčni dogodek. In so mi lepo opisali postopek, kako se to lahko naredi. In ni tako komplicirano, kot se mogoče sliši na prvi pogled, je pa res nujno znanje tukaj angleškega jezika. Ne bo se nihče s tabo pogovarjal v slovenščini preko Interactive Brokers. Ne, pa še ta del je, tako, če tukaj investiraš v sklade, naprimer, je to dokaj enostavno. Tamle na banki ti dajo nek račun, neko referenco in ti pač vsak mesec plačuješ tja. Tle pa se mi zdi, da na Interactive Brokers pa moraš imeti neka znanja. Se pravi, tako, da se moraš malo vseeno poučiti o tem. Se pravi, da je ta vstopnica v te inštrumente z nižjimi stroški, da cena za to je pa, da je treba se malo bolj aktivno vključiti. Recimo, za nekoga, ki je starejši, recimo za starejše, ki jim ta tehnologija ne ustreza ali kaj takega, je to lahko težko. Kaj ti v takih primerih svetuješ? Tudi pri investiranju v vzajemne sklade od družb za upravljanje ni tako enostavno. Vseeno je treba narediti domačo nalogo in pogledati, kateri skladi so, katere družbe za upravljanje so in kakšni so stroški teh skladov. Kot si sam povedal na začetku, stroški so strup za zneske, manjše zneske, ki jih investiramo. Sploh v vzajemne sklade. Tako da
ni čisto simpel, grem na banko, fajn je, da narediš primerjavo med različnimi družbami za upravljanje in boš hitro ugotovil, da ena računa 2,5, drug ti pa računa 1,5. To je 1% točke razlike. To je ogromen. Ne? Kar se tiče Interactive Brokers, jaz pravim, da je Interactive Brokers tisti, ki odprejo račun, pa da ga sami odprejo, so že na dobri poti, da tudi bojo suvereno investirali. Marsikdo ima pa težave z odpiranjem. Interactive Brokers, ki je načeloma kar profi platforma in tudi številni institucionalni vlagatelji konec koncev uporabljajo Interactive Brokers. Drugače pa obstajajo alternative Interactive Brokers, to so Trade Republic, Revolut, N26, neobanke postajajo tudi neobrokerji. Ne? In vstop je z demokratizacijo financ postal malemu vlagatelju zelo enostavno dostopne so te investicije oziroma tudi konec koncev trgovalni računi. Tako da imaš alternative Interactive Brokers, recimo Trade Republic je veliko bolj uporabniku prijazen. Veliko več se ukvarjali s tem UX-om, kako bo to uporabnik čutil. Zelo poenostavili so investiranje in tukaj se skriva tudi ogromno pasti. Ravno zaradi tega, ker je poenostavljeno, ti ležiš tam na kavču, vidiš, da ti tam nekaj žmiga in hitro lahko klikneš in se odločiš za neko investicijo, ki jo mogoče ne bi kupil, če ne bi bilo impulza strani brokerja. Pod črto, brokerji služijo, ko prodajaš ali pa ko kupuješ. Brokerju je v interesu, da ti si aktiven investitor. Ker od pasivnega, ki kup neki, pa drži 30-40 let, kam ima on od tega? Tako da tle tudi kar neki pasti. Zdaj, vzajemni skladi, družbe za upravljanje, ki jih ponujajo, te skladi so dražji, je pa tako, kot sem rekla, pri tujih brokerjih je treba imeti znanje angleškega jezika, marsikdo ni comfortable s tem ali pa mu ni enostavno, da bi bil suveren v angleškem jeziku in da bi reševal kakršnekoli izzive v angleščini. Zna biti malo problem in zato se potem tudi odločajo za te vzajemne sklade, ampak stroški so res kar precej brutalni. Sploh na dolgi rok se to zelo pozna. Lahko bi imel Lamborghinija, na koncu boš pa kupil Škodo. Take razlike ti povzročajo te stroški. Delali smo eno kalkulacijo, kako potuje 100 evrov skozi čas. In smo rekli, ajde, ti si dal 100 evrov v neko naložbo in si pustil ta denar, recimo 60 let. In smo pogledali pri 8% donosnosti, se mi zdi, da pride 30,000, ali ne, pri 9% donosnosti 30,000, pri 8% pa 10,000. Se pravi, 20 evrov razlike. Tako da to je treba vse upoštevati. Stroški so smrt, strup za te neke periodične manjše zneske, ki jih vplačujemo. Se pravi, splača se potruditi in naučiti upravljati z temi neobankami. Jaz mislim tako, vedno rečem, investiranje ni znanstvena fantastika. Vzeti si je treba nekaj časa, konec koncev si vzamemo čas, da naštudiramo prehrano, ker hočemo imeti six-packe, ali pa naštudiramo vse živo vezano na kolesarjenje, ali pa tek, ali pa igranje tenisa. To tudi mora biti nek passion, konec koncev, ker mi trdo delamo za denar in je škoda, da ga ne optimalno investiramo, res je škoda. Tako da definitivno se splača investirati v izobraževanje. Ok, zdaj pa še tole me je zanimalo. Izobražuješ otroke oziroma najstnike. Kako se ti lotaš oziroma kako bi svetovala, da se poslušalci lotijo, da izobrazijo svoje otroke, da postanejo aktivni v investiranju, v svetu investiranja? Če starši niso, pa verjetno tudi otrok ne bo. Čeprav marsikateri starš ima slabo vest in potem pošlje otroka na eno tako predavanje. Jaz mislim tako, da otroci itak počrpajo od staršev marsikaj, so kot spužve in če vidijo, da starš nespametno ravna z denarjem,
smo ga nekaj naučili, ne, se pravi, nespametnega ravnanja z denarjem. Je pa res, da zadnje čase opažam tudi v teh nekih predavanjih, ki sem jih imela po različnih šolah po celi Sloveniji, da je vedno v razredu nek posameznik ali pa recimo 2 do 3 posameznikov, ki dejansko imajo proaktivne starše in jih nekako stimulirajo k temu, da se finančno opismenjujejo. Najbolj je v bistvu aktivirati otroka tako, da se z njim aktiviraš. Recimo, jaz imam 18 let starega sina, midva, on ob polnoletnosti je dobil denar, del denarja, ki smo ga privarčevali za njega, od rojstva smo varčevali za njega. In sem rekla, ta denar imaš lahko samo pod pogojem, da odpreš trgovalni račun in da kupimo ETF-e, košarice različnih teh ETF-ov, da se stavimo en tak smiselen portfelj. In smo seveda to naredili, ampak potem je pa moj otrok začel gledati, kaj se dogaja na borzi in se mu je zdel malo dolg čas in je hitro začel sam dodajati neke naložbe, neke delnice, za katere je on ocenil, da je to smiselno. Ampak kaj se je dogajalo? Midva sva se zelo veliko začela pogovarjati okrog investicij, okrog te psihologije, padcev, rasti, kako se počuti ob tem, ne? In v bistvu imava neko novo vez. In se veliko pogovarjamo o tem, ne, kaj se dogaja na trgih, in tudi on spremlja, kaj se dogaja na trgih in vidi, kaj Trump počne, pa kaj Xi Jinping dela, kaj se dogaja geopolitično. To je začel zelo spremljati. Ne. Tako da zdi se mi, da mu je dal nekaj. No. Tudi ta spodbuda z moje strani, da boš pa ti investiral. Mlajši sin, 15-letni, mi da pa tudi skupaj investirava preko mene, preko neke neobanke. No, on pa tudi pač želi videti na vsake toliko časa, kaj se dogaja z njegovim portfeljem, pa se pogovarjava potem, kaj se je zgodilo z Bitcoinom, kaj je padel, pa kaj je zrastel, ne, pa kaj se dogaja na trgih. On je zelo investiran v tvegane inštrumente, mlajši 15-letni, ker se mi zdi brez veze, da ne bi bil, ne. Tako da je v bistvu veliko se stvari zgodi. Je pa resno, da pač vseeno moja družina je malo drugače nastavljena, veliko se pogovarjamo o investiranju, o upravljanju denarja in oba otroka sta bila temu pravzaprav tudi celo življenje izpostavljena. Zdaj, jaz mislim, da je najboljši način za vse, da se tudi sami aktivirajo, lahko tudi skupaj z otrokom. Ena punca v Mariboru na srednji ekonomski šoli sem jo spoznala, mi je razložila, kako ona da skupaj z očetom investirata v kriptovalute. In oba dva raziskujeta, se pogovarjata in sta ustvarila neko vez, neko novo vez. Ne. In je zanimivo poslušati take zgodbe. No. Je pa res na drugi strani pa slišim tudi zgodbe, da pač se nič ne pogovarjajo o denarju, ampak vseeno starši imajo slabo vest, pa pošljajo otroka, da ne se gre malo izobraziti. Ne. Tako da je nekaj, ena spodbuda je, no, tudi za take. Okay, se pravi, bi rekla tako, da do 18. leta, da starši z svojimi otroki, recimo prek svojega trgovalnega računa lahko. Mislim, načeloma bi 15-letnik lahko tudi v Sloveniji odprl trgovalni račun, seveda v spremstvu staršev, pa bi lahko tudi prek teh naših brokerjev trgoval. Dragi so. Jaz bi rekla, da se pač to zgodi preko nekih neobrokerjev, skupaj s starši in se potem tudi lahko te delnice brez davčnega dogodka prenesejo potem tudi na otroka. Okay. Super. Ampak, lahko sam še nekaj povem. Meni se zdi pomembno, da se vse življenjsko izobražujemo. Ne samo, kar je vezano na investiranje, tudi druge stvari v življenju. Pač treba je biti proaktiven, treba je biti pač malo radoveden, raziskovati različne stvari. Tako da vse življenjsko izobraževanje. Na koncu ti to tudi pri investiranju pomaga. Mislim, pri investiranju ti ful pomaga, ker v bistvu se dogaja res kar velika transformacija finančne panoge. To bomo videli v prihajajočih letih, se bo veliko stvari spremenil. Tako da bo zanimivo, no? In moraš biti na tekočem z dogajanjem, zato da boš pač znal upravljati tudi svoj denar konec koncev. Zdaj, ki si omenila prihodnost, kako bo to izgledalo čez 10 let, recimo? Kako si predstavljaš? Jaz mislim, da čez 10 let, da če ne boš investiran, boš imel resen problem. Ker naša pokojninska in zdravstvena blagajna enostavno ne boste zdržali tega pritiska.
Okay, in kako misliš, da se bomo soočali s tem? Tisti, ki ne bojo investirani, bojo imeli zelo velik problem, ker se bojo pokojevali in bo njihova penzija dobesedno tako mizerno nizka, da vprašanje, kakšno bo njihovo življenje. Standarda, ki ga živijo danes, bojo težko vzdrževali na jesen življenja. Kje bi naredila spremembo? Definitivno v izobraževalnem sistemu. To sem tudi takoj rekla. Pred kratkim sem bila na dogodku Ministrstva za finance in so me točno to vprašali, ne, kaj bi naredila takoj. Definitivno osebne finance v vse pedagoške šole, fakultete in vse šole in fakultete, kjer se izobražujejo naši učitelji, zaradi tega, ker jaz sem pristaš tega oziroma menim, da je edino učitelj je tisti kompetenten predajati znanje otrokom. Manjka mu samo še znanje. Da imamo znanje, kompetence že itak ima, kar se tiče tega predajanja, tega znanja. In je to. Začnemo na pedagoških fakultetah, vpeljemo predmet osebne finance v osnovnih, srednjih šolah. V Ameriki, v številnih zveznih državah v Ameriki je ob koncu, zaključku high schoola, gimnazije, srednje šole obvezni izpit finančne pismenosti. Obvezen. Okay. Tako da, to je tudi ena ideja, ki bi jo lahko uresničili, pa test finančne pismenosti vsem politikom, poslancem, preden se usedejo v poslansko klop. Se mi zdi, da je naša država 10 let zamuja, več kot 10 let z nacionalnim programom finančnega opismenjevanja. Ta program je bil sprejet šele zdaj, januarja 2025, a ne? Lahko bi bil pa sprejet že leta 2009, če ne bi imeli tako zastarelega izobraževalnega sistema in predstavnikov Zavoda za šolstvo. Ne? Ok, pravi izobraževanje. Mislim, druge variante ni. Je pa res, potem bo pa nastal problem pri teh ljudeh, ki so izven izobraževalnih inštitucij. Tukaj pa definitivno se mi zdi, da je pomembno, da so pač proaktivni in da se vprašajo, kaj se bo zgodilo čez 10, 20, 30 let. Tako, kot sem začela to debato, ko sem se jaz vprašala, ko bom stara 80 let, kaj bom najbolj obžalovala v življenju. No, podobno ne se vsak vpraša. Ne? A boš kaj obžaloval? Mogoče bo pa obžaloval, da ni več varčeval oziroma investiral. No, deva pol tlele preideti na glavno vprašanje in to je, kako do finančne neodvisnosti, Marja? Proaktiven moraš biti v življenju. Izobraževati se moraš, malo se moraš tudi tvegati. Pa jaz mislim, včasih je treba iti ven iz cone udobja. Mislim, če smo celo življenje v coni udobja, a se nam lahko kaj zgodi. Včasih je treba ven stopati in se prepustiti toku. Okay. Malo je treba gamblati na vsake tok časa. Okay. Dober odgovor. Greva zdaj še v segment hitrih vprašanj. In sicer, če bi imela možnost katerega koli strokovnjaka na svetu vprašati za finančni nasvet, koga bi vprašala? Nobenega, niti enega. Sem se pa pogovarjala z res hudim strokovnjakom, borznim mačkom Jim Rogers, pa ga bom kar citirala. Da ne zaupaj nikomur, niti meni, je rekel, niti meni. Vedno opravi domačo nalogo. Tako da ne, definitivno črpam informacije od številnih strokovnjakov, ampak pod črto sem jaz tista, ki živim svoje življenje in ne on mojega. Ne bi si izbrala enega, na primer? Ne. Izberem sama sebe. Ok. Kakšen nasvet bi dala nekomu, ki bi te po tem trenutku prišel po finančni nasvet? Jaz ne dajem finančnih nasvetov, jaz v bistvu izobražujem ljudi, zato da bodo sposobni sami sprejeti odločitev glede svojih financ. Ker mislim, da nihče ne bo bolje svetoval sam sebi, mislim, ne boš sam sebe boš najbolje svetoval. Finančni strokovnjaki, finančni svetovalci vedno gledajo svoje interese. Sploh v Sloveniji, ker ni neodvisnega finančnega svetovanja. Vedno je nekaj v ozadju. Okay. Sam sebi moraš zaupati, izobrazi se. Jaz tudi vedno povem, da če greš k finančnemu svetovalcu, bodi prekleto dober finančno pismen.
Kaj je tvoja največja napaka v investiranju? Kaj pa vem, no, sej nekaj napak je bilo, ampak da bi bile neke elementarne napake, ni bilo. No. Mogoče sem kakšno naložbo kdaj prehitro prodala, pa sem pa gledala, kako je še rasla. Spremljala sem Bitcoin od leta 2012, pa ga nisem takrat kupila. Recimo, ne, to. Zdaj sem se pogovarjala z Boscarolom, pa je tudi rekel, da mu je nekdo ponudil 500,000 bitcoinov za 145,000 evrov vredno letalo, lahko letalo, pa je rekel, ne, hvala. Tako da, kaj pa vem, no, ampak načeloma pod črto nimam nobene take dramatične. Ja, neka investicija je bila na Kitajskem, ker sem izgubila 90% oziroma celo več, ampak ti sem itak potem pobotala za dobički, tako da je bila neka korist tudi od te izgube. Ok. Kaj si zdaj privoščiš, kar si prej nisi? V bistvu, glede na to, da si sama ustvarjam svoj urnik in delam, kar želim početi, dejansko res tudi to prakticiram v svojem življenju. Jaz sem si sicer najela pisarno na 14. nadstropju, imam zelo lep razgled nad Ljubljano, ampak ne grem vsak dan v pisarno. Pač najela sem zaradi tega, ker se mi zdi, kakor da moram imeti občutek, da imam nekaj, a ne nek prostor, ampak to sem ravno razmišljala. Dejansko sem rekla, mojemu partnerju sem rekla, mogoče bi šla pa kar malo na Karibe ali pa nekam v neko egzotiko, da se malo spočijam. Tako da ne vem, pač. Mogoče še pride to. Pride, ja, mislim, ja. Ok, in kaj boš zdaj poleg svoje izobraževalne platforme, MoneyHow, kaj boš zdaj počela, ko si finančno neodvisna? Tukaj se pa odpira cel kup nekih novih zgodb, ne bi o tem govorila, ampak jaz vidim ogromno priložnosti. In če si toliko noter v neki zgodbi 8 in več ur na dan, se ti mogoče nimaš enostavno časa, da vidiš, kaj vse je zunaj. Ne? Tako da pa je vse vezano na osebne finance? Ali? Mislim, vedno poskušam nekako povezati, ker to je res moja ena taka ljubezen, ampak ni vse vezano na osebne finance. So tudi druge zgodbe izven tega. Okay. Je pa večji del pa predstavljajo osebne finance, bom pa čisto iskrena. Ok. Marja, jaz se ti zahvaljujem, da si prišla v moj podcast. Gledalci, vidimo se naslednji torek. Jaz pa nisem hvala rekla. Hvala. Ne, čak, bom zdaj lepše rekla. Vse si bila super. Najlepša hvala.